Dober dan, dobrodošli. Vodenje v 21. stoletju je torej tema, ki ji bomo namenili naslednjih 60 minut, z zavedanjem, da vas bo ta tema zagotovo vznemirjala, motivirala in da boste nanjo zagotovo naleteli tudi v naslednjih letih. Vedno, ko govorimo o vodenju, je moja glavna želja, da tema ne bi zvodenela. Zato sem izjemno vesela, da imam danes 3 izjemne sogovornike, ki bodo zagotovo zelo iskrivi pri deljenju svojih strokovnih znanj in upam, da tudi zelo pogumni pri deljenju anekdot, pa morda celo kakšnih zmot pri vodenju. Dovolite, da jih na kratko predstavim. Danes z nami minister za javno upravo, pred nastopom funkcije zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, bil je tudi direktor založbe Pravne fakultete in strokovni direktor in družbenik startup družbe Audiobook. Gospod Boštjan Koritnik, dober dan, pozdravljeni. Zelo me veseli, da je danes z nami ustanoviteljica in izvršna direktorica SOFOS, Inštituta za upravljanje znanja in razvoj talentov, avtorica več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov na temo, ki je zelo sorodna naši današnji docentka, doktorica Danijela Brečko. Imate tudi zelo zanimivo osebno vodilo Povežimo talente in strasti. In zagotovo lahko rečem, da z veliko strastjo fakulteto za upravo že skoraj 7 let vodi profesor dr. Janez Stare, ki je torej od oktobra 2013 dekan fakultete za upravo in zelo uporabno, da je težišče vaših proučevanj povezano prav z vodenjem ljudi, se pravi z našo današnjo temo. Spoštovani gostje, vem, da ste zelo zaposleni, zato ne bom začela takoj z vprašanjem za ogrevanje. Naklanjam vam nekaj sekund počitka, zato da pozdravim še udeležence tega dogodka in sporočim nekaj pomembnih stvari. Zelo bomo veseli vaših vprašanj, spoštovani udeleženci, kar pogumno jih zapišite v klepetalnico. Zadnjih 10 minut tega dogodka bo namenjenih vašim vprašanjem, ampak kot rečeno, vprašanja lahko pišete že prej. Prosim, da so zelo konkretna in kratka. Zelo pomembno je tudi, da veste, da se današnji dogodek snema in da bo na voljo na spletu, če boste kaj zamudili ali želeli slišati še enkrat. Za organizacijo pa se zahvaljujem klubu alumnov v sodelovanju s svetovalno-izobraževalnim centrom fakultete za upravo. Če dovolite, začnemo z besedno igro. Vsaka generacija je generacija z in generacija brez. Se pravi, vsaka generacija ima nekatere lastnosti, nekaterih nima, ampak če zdaj dobesedno vzamemo generacijo z, ki je digitalna, podjetna, tekmovalna, samozavestna in seveda predstavlja določene izzive in uganke za vodilne vprašanja za vse, za ogrevanje. Kako voditi generacijo z? Gospod Koritnik, bi začeli z vami, morda na podlagi lastnih izkušenj, pa tega startupa, ki sem ga omenila. Hvala. Sicer v kulturi startupov je, da je vodenje, rekel, zelo prirejeno. Torej, vodimo bolj kot kolektiv, ne sicer v smislu socialističnega vodenja, ampak da dejansko običajno startupi so neke zaključene, vsaj na začetku, zaključene družbe ljudi, ki se poznajo z istim ciljem ali podobnim ciljem in isto strastjo oziroma strastjo do iste stvari, kot dr. Brečkova omenila oziroma ste jo citirali. In jaz mislim, da je to zelo dober primer, kako se da in kako je treba voditi tudi v drugih, bolj klasičnih strukturah. Sam sem se vedno držal načela, da vodim z avtoriteto argumenta, ne z argumentom moči. Mislim, da je to pri mlajših generacijah še toliko pomembneje. Je pa hkrati dejstvo, da je pri generaciji z zelo težko vzpostaviti avtoriteto, ker iz hierarhične strukture običajno ne izhaja. Seveda je to odvisno od vzgoje in od primarnih vzorcev, ampak moje izkušnje so takšne, da je treba tudi, če si hierarhično višje, jih jemati kot samostojne strokovnjake seveda.
te zmožnosti imajo in jih kot take pripoznavati in dajati možnost, da so to, kar so. In jaz mislim, da je to tudi edina pot do optimizacije rezultatov. Tisto, kar bi še poudaril v tem pogledu, je, da je treba izhajati iz stališča. Jaz vedno izhajam iz tega, da nezmotljivost ne obstaja. Pač kdor dela, ta tudi greši. In če se vzpostavi kultura, bi rekel, opolnomočenja, kar je zelo popularno, da priznamo hkrati tudi možnost, da če nekdo samostojen pri svojem delu, da lahko kdaj tudi kaj, bi rekel, ne naredi idealno. Ampak bo pa zato naslednjič. To nekako so moja izhodišča. Hvala. Bom kar pograbila to istočnico docentka doktorica Danijela Brečko. Je torej največji izziv vodenja pravzaprav vodja sam, tudi pri vodenju generacije Z ali predvsem pri vodenju generacije Z? Vsekakor pri vsaki obliki vodenja in pri vodenju vseh generacij je največji izziv vodja sam. Kako se uspe prvič prilagajati vodenjem različnih generacij, drugič pa, kot ste že enkrat dejala v enem intervjuju, dejansko vodenje ima v sebi vodo, se pravi teče, je tok, in v bistvu vodenje ni nikoli končana zgodba pravzaprav. Dejstvo je, da se moramo ves čas prilagajati, ves čas iskati tudi nove prijeme, ki delujejo pri ljudeh. Tako da, če se mogoče navežem na generacijo Z, v bistvu jaz moram reči, da zelo uživam pri delu z generacijo Z, predvsem zato, ker so brez dlake na jeziku in da v bistvu mislim, da smo vas vodja zelo veliko naučili. Brez dlake na jeziku je bila istočnica, ki sem jo še slišala in mi je tudi všeč. Zagotovo ima ogromno stika z generacijo Z. Dr. Janez Stare, ki dnevno na hodnikih srečuje generacijo Z, kadar situacija ni takšna, kot trenutno je, ampak dejstvo je, da ne le na delovnih mestih, tudi v izobraževalnih ustanovah ta generacija predstavlja poseben izziv. Kakšno je torej vaše mnenje, pa kako se vi uspešno in z veseljem lotevate sodelovanja z generacijo Z? Vsak odnos, vsako delo z generacijami prinaša neke svoje vsebine, svoje učinke. Lahko rečem samo, da je na posebnost našega dela, recimo, da študente prihajajo ves čas v isti letnik, ves čas so v drugem, tretjem letniku, recimo drugi študenti ali mi, učitelji, profesori, smo starejši in lahko na nek način skozi generacijo opazujemo tudi te spremembe. Za generacijo Z, o kateri govorite, prav gotovo so te spremembe napram prejšnjim generacijam hitro vidne, na zunaj jasno preko vse te tehnologije, s katero so, lahko rečemo, rojeni, digitalne stvari, telefoni, podobno so jim položeni v zibelko, če tako rečem, in iz tega izhaja marsikatera posledica, ki jo potem prinašajo tudi v življenje, v predavalnice in s katerimi se tudi srečujemo potem sami učitelji, sami profesori. Zdaj, tisto, kar se mi zdi, je pri tej generaciji zdaj ključno, če primerjamo ali pa če gledamo vlogo vodje ali pa vlogo nekoga, ki spremlja te mlade ljudi, je predvsem ta miselni preskok iz neke avtoritete, če rečemo tako, do pojma sodelovanja. Se mi zdi, da tisto občutko, kolikor imam stika s to generacijo, da tisto prvo je, pričakujejo sodelovanje, pričakujejo, da se jih sliši, pričakujejo, da so navodila jasna, pričakujejo tudi, da ta navodila oziroma vse tisto ni predolgo, ampak da je to jasno in da se jim da možnost, da potem na tej osnovi tudi sami pridejo do neke svoje resnice, svojih razmišljanj in pa tudi svojih predlogov. Se mi zdi, da bodo vsa ta spoznanja zelo pomembna tudi za vse delodajalce, pa zato, ker je to generacija, ki pravzaprav, vsaj če gledamo po letih, na nek način zaključuje študij, tisti najstarejši ne bi bili zdaj stari nekje okrog 25 let približno, in vse tisto, kar je morda skusil šolski sistem, srednje šole, pa zdaj fakultete predvsem, vse tisto potem prihaja na nek način tudi na trg dela. In se mi zdi, da je ta generacija tudi zelo radovedna, veliko vprašanj in želi imeti prave odgovore na konkretno vprašanje. Tako da tudi, ko sodelujemo z njimi, ko je nek odnos, bodi si priprava nekega dela, seminarske naloge, diplomskega dela,
je tam to sodelovanje kar nekoliko drugače kot v preteklosti. Morda kakšno vprašanje več, kje je zdaj vaša ali tvoja ideja, o čem razmišljaš, na kakšen način potem morda tudi lahko, kot zdaj bodi si nek vodja ali pa mentor, pomagam. Skratka, se mi zdi, da se je ta vidik sodelovanja še bolj premaknil strani vodenja napram zdaj generaciji Z, oziroma če gledamo drugače napram tistih, ki sodelujejo, so sodelavci oziroma so vodeni. Ja, kot rečeno, vprašanja dobrodošla tudi danes, čeprav niste nujno iz generacije Z, vsi, ki nas spremljate, kar pogumno zapišite, če imate kakšno vprašanje. Doktor Stareko, ste bili ravno pri besedi, pa ste omenili, prihajajo vedno novi v drugi in tretji letnik, mi se pa staramo. S tem ste nakazali seveda, da je na fakulteti, na univerzi zelo pomembno sobivanje različnih generacij in me zanima, če lahko čisto na kratko opredelite, kako pomembno je zdravo delovno okolje za to in kaj sploh pomeni zdrava organizacija. Kaj je zdrava organizacija? Se mi zdi, da danes, kjerkoli že sobivamo, delamo, je sodelovanje med generacijami zelo, zelo pomembno. Zdaj, če smo mogoče nekoliko bolj usmerjeni na področje javne uprave, se mi zdi, da bo to v prihodnjih letih še posebej izrazito vprašanje, še posebej izraziti izziv. To pa zato, ker je bila pač vmes tudi neka luknja, tako rečemo, kar se tiče zaposlovanja, tako da vse te razlike med generacijami, tudi v številu zaposlenih po posameznih generacijah, so kar velike. Naša uprava je, se mi zdi, zdaj, če gledamo tam upravne enote, povprečju staro okrog 50 let, malo manj, in to prinaša številne izzive. Če se vrnem k vprašanju, zdaj, kaj pomeni zdravo delovno okolje? Zelo veliko se pogovarjamo o tem, o različnih vidikih, ki govorijo o zdravju pri delu, ki govorijo o tem, kako oblikovati neko boljše okolje, ampak to zdravo delovno okolje želim jaz videti predvsem z vidika odnosa. Ker pomeni, da nek vodja, nekdo, ki skrbi za to delovno okolje, za vse te razmere v neki delovni sredini, mora zagotoviti varno delovno okolje, v kateri lahko vsakdo občuti, da sme sodelovati. Zdaj, to sme sodelovati s tem želim povedati predvsem to, da lahko govori, da lahko predlaga, da se lahko tudi zmoti in da tudi večje se zmoti, da je to samo mogoče korak bliže k neki prihodnji rešitvi. Se pravi, vodja bi moral skrbeti za neko pozitivno delovno okolje, ki omogoča to sodelovanje in ki omogoča nek svoboden pretok idej. Seveda, če bi rekli zdaj, kaj je pa obratno od tistega zdravega, to ne zdravo. Predvsem se mi zdi takrat, kadar vse mora potekati po nekih ustaljenih tirnicah, kjer je mogoče neka novost ali pa neka pobuda za spremembo celo v napoto oziroma je moteča in kjer se morda tudi vodje do svojih zaposlenih na nek način obnaša preveč birokratsko, preveč po nekih ustaljenih poteh, vsaka drugačnost je pa moteča. Zdaj, če povežemo tudi prvo vprašanje, to pa to drugo vprašanje, se mi zdi, da ravno te nove generacije pričakujejo iskanje rešitev, iskanje boljšega izven obstoječega in jasno vodje biti na to pripravljeni. Ja, vloga vodij je vsekakor izjemno pomembna. Govorimo o zdravih organizacijah, nasprotje toksično delovno okolje, izziv za preostala gosta razprave, je vedno samo vodja odgovoren, če je delovno okolje toksično? Najprej dame, domnevam. Hvala. Ja, seveda vsi smo soodgovorni za ustvarjanje nekega produktivnega, učinkovitega delovnega okolja. Ne pa povem, kako jaz vidim zdravo organizacijo, zelo na kratko. V bistvu zdrava organizacija ima zame v bistvu na eni strani dobre rezultate, na drugi strani ima pa visoko produktivne in zadovoljne ljudi, ne samo zdrave. In z eno besedo bi jih opisala v bistvu v smislu, da gre za enostavno klasični well-being, gre za v bistvu neko socialno in v bistvu psihološko blagostanje, če želite. Ne gre samo za odsotnost bolezni, ker dejansko samo taki posamezniki lahko ustvarjajo rezultate. In je zelo v bistvu pravzaprav enostavno povedano, je to zdrava organizacija, s tem, da ne povem še tudi to, da v bistvu nekaj elementov pa vendarle lahko izpostavimo pri zdravi organizaciji. Prvič je to recimo, da ima človek neko kvalitetno delo, s tem mislim, da v bistvu ima takšno delo, pri katerem lahko dosega rezultate.
Najhujše je, da ima delo, ker ne more dosegati rezultatov, ne? Bodi si gre zaradi pomanjkanja kompetenc, bodi si kakšnih drugih sistemskih ovir. Po drugi strani seveda potem mora imeti tudi jasen obseg dela in odgovornosti. Najhujše je, če ne ve, ne, kje so njegove meje. Ne. Jasno vlogo, jasno vodenje, to je zelo odvisno tudi od vodje, in pa seveda občutek nadzora nad svojim delom. Ne. To se mi zdijo 3 klasične oziroma zelo pomembne komponente za ustvarjanje zdravega delovnega okolja v smislu razumevanja well-beinga. Sicer pa, kot ste rekla, vsi smo odgovorni za ustvarjanje zdravega okolja. Ja, prav vsi, gospod Koritnik, nekaj ste si pribeležili, zagotovo imate kakšen komentar. Kriteriji so zelo jasni, zdi se, da tudi nekako dokaj uresničljivi. Kako ocenjujete te kriterije za zdravo organizacijo pri nas, pač na resorju, za katerega ste odgovorni? Torej, tisto, kar sem si pribeležil, je v bistvu skupni imenovalec tega, kar sta oba kolega omenila. Pa če sem na začetku si nekako postavil definicijo zdravega okolja, da je tisto, ki dolgoročno optimizira rezultate. Ključno je dolgoročnost, ne kratkoročno, vse veste. Minljivost je problem. Jaz mislim, da je ključno, da posamezniku, prej sem šel iz makro pogleda, posamezniku omogoča, torej postavlja neke izzive, katerih zasledovanje ga izpolnjuje, tudi če morda rezultat oziroma rešitev ne bo možna, in pa seveda, da vsaj za večino teh izzivov tudi omogoča uresničevanje. Zdaj, če me vprašate za lasten resor, tale korona kriza je marsikaj onemogočila, med drugim tudi to, da bi dobil malo bolj in-depth pogled v stanje na ministrstvu oziroma na posameznike. Za tiste, s katerimi sem pa neposredno delal, pa moram reči, da sem videl to strast, ta passion, torej tudi srečo ob rezultatih, in v tem času smo imeli res veliko rezultatov. Mislim, veliko bi bilo že za mirnodobne razmere, kaj šele za ta čas, ampak vsekakor je to vprašanje, kako postati še bolj zdravo okolje, aktualno. Torej, lahko rečem, da eden od direktoratov imel piknik, kjer sem v bistvu večino ljudi prvič spoznal dejstvo, da smo tam imeli športne igre, torej pustimo to, da so mi pustili, da zmagam, ampak to je vsekakor prispevalo k vzdušju. Potem imeli smo zdaj spoznavno srečanje z zaposlenimi, imamo hudije, imajo ekipo torej za tek oziroma druge športne aktivnosti. Jaz mislim, da je tudi to del zdravega delovnega okolja, da torej omogoča tudi drugačno povezovanje s sodelavci, ker potem je učinkovitost vedno višja. Saj veste, po mailu ali pa prek telefona bistveno prej izžarevaš neko negativno energijo do osebe, ki je nisi nikoli srečal, spoznal v sproščenem vzdušju, kot do tiste, s katero že imaš nek odnos. Ja, vam privoščim še veliko piknikov, pa tudi kakšen športni poraz. Iz športnih porazov se človek zelo veliko nauči za življenje. Vsi trije veste, ker ste tudi športniki. Ampak zdaj pa na te poraze, ki človeka prizadanejo kot vodjo. Človek je vrhunski strokovnjak, spozna se na neko področje in postane vodja. In potem ni nujno več tako zelo uspešen. Ali pa se začnejo težave, drugačne vrste pritiski. Veste, o čem govorim? Ali je lahko ekspert dober vodja ali ne? Je to, da si ekspert in postaneš vodja, prednost ali breme? Doktorica Brečko. Ja, v bistvu lahko je seveda prednost, lahko pa tudi breme. Ne pa povem, da evropski prostor nekako res favorizira strokovnost, ne, in zelo ceni strokovnost tudi pri vodjih. Medtem ko če pogledamo v Ameriko, temu ni ravno tako. Ne, tako da neke vrste evropska šola pravzaprav vodji izhaja iz strokovnjakov, je že kar nekaj tradicija. Po drugi strani, seveda, po eni strani mu to daje dodatno moč, ker pač ljudje cenijo ekspertnost, ljudje cenijo strokovnost in imajo na koga obrniti, ko gre za strokovne zadeve. Po drugi strani pa mogoče to vodje kdaj tudi uspava, ne? Predvsem tiste, ki prihajajo iz te strokovne smeri, ker za vodenje ljudi so potrebne druge kompetence, ne? Kot pa za dobro upravljanje strokovnega dela, in mogoče na tisti drugi del majčkeno pozabijo, ne?
In potem ne tisto, kot jaz rada rečem, se lahko zgodi, da dobimo v bistvu slabega vodjo in izgubimo dobrega strokovnjaka. Se pravi, lahko naredimo dvojno škodo, če tukaj nismo previdni. Tako da predvsem je treba to zavedanje, da vodenje zahteva drugačne kompetence kot pa strokovno delo. In da se seveda te kompetence pridobiti, če seveda je volja in če je strast do vodenja tako velika, da vemo, kaj moramo pridobiti. Ja, zelo poenostavljeno temu včasih rečejo, da ekspert daje odgovore, vodja sprašuje. Gospod Koritnik, kako vi gledate na to dilemo ekspert, vodja? Hvala. Zelo podobno kot doktorica Brečko. Jaz mislim, da za vodenje sta ključni čustvena in socialna inteligenca. Socialno se v bistvu lažje preučimo kot čustveno, oziroma čustveno lahko bolj kot ne fejkamo, če tako rečem. In mislim, da je to tisto ključno. Jaz vem, da ko sem prišel na fakulteto iz zasebnega sektorja, torej sem najprej slišal malo očitkov od zaposlenih pač po kuloarjih, da se z njimi premalo družim, ne hodim na kave, seveda sem jim pojasnil, da kave ne pijem, tako da šala. In da preprosto primanjkuje jim moje, bi rekel, podpore osebne, In potem sem jih jaz sklical in sem jim rekel, poglejte, vi delate 10, 15, 20 let te stvari, ki jih delate. Jaz vam popolnoma zaupam. Jaz vem, da jaz si lahko vzamem 1 leto, pa ne bom znal toliko, kot znate vi. Ampak, če bo prišlo do kakšnih težav, sem pa jaz tukaj zato, da jih rešujem. In več, ko me vidite, to bo slab znak, to pomeni, da je veliko težav. In zaščitil vas bom. Vi samo morate pač prevzeti odgovornost, da pač se na neko stvar spoznate. In vam povem, v zelo kratkem času se je zgodil ta mind shift, rekel, torej sprememba miselnosti, kot dejansko so do mene prihajali z rešitvami, alternativami rešitev, opisali posledice cost benefit enih in drugih, jaz sem pa soodločen, ampak res v najbolj problematičnih stvareh. Drugi so pa prevzeli stvari v svoje roke. Tukaj se je izkazalo, da jaz nisem nikakršen strokovnjak za ta del, bi rekel, akademskega ustroja, sem pa imel tudi dobre sodelavce, da niti nisem rabil biti strokovnjak in smo imeli boljše rezultate kot prej. To izkušnjo ste doživeli kot tajnik na pravni fakulteti, ne? Kaj pa zdaj ob selitvi na ministrstvo? Kako ste uspeli to prenesti, ta model tudi na ministrstvo morda? No, bi bilo zelo samovšečno, če bi rekel, da sem v 3 mesecih na času korone uspel to prenesti na ministrstvo. Saj ste pravnik, vedno radi poudarjamo razliko med obligacijo prizadevanja in obligacijo rezultata, tako da prizadevam se, predvsem s tem, da ne vztrajam na strogi formalnosti, torej ne želim, da izhaja spoštovanje iz forme, ampak želim, da je spoštovanje posledica odnosa oziroma pač dojemanja človeka, tako da ni nič nenavadnega, da me sodelavci zjutraj ali pa če kdo pride čez vikend vidijo v kratkih hlačah, če s tem nimam težav, tudi marsikoga sem odprej poznal. Zelo veliko pač delam na tem, da jim kot rečeno zaupam, da jim izkažem to zaupanje, da izkažem tudi zanimanje za njihovo delo, kar je seveda od 590 zaposlenih in potem še na upravnih enotah nekaj tisoč zaposlenih zelo težko, ampak jaz verjamem, da s časom bi lahko spoznal vsakega in mu tudi bil ustrezen sogovornik za tisto, kar dela, kar bi pa seveda pripeljalo do, verjamem, boljših rezultatov. Ja, teh si seveda želimo, rezultati so pomembni in zato tudi govorimo o vodenju v 21. stoletju. Doktor Stare, še vedno vztrajamo pri dilemi strokovnjak, vodja, ampak za vas imam še en izziv. Zelo pogosto v tej dilemi strokovnjak, vodja, ko pravi doktorica Brečko, ameriški model, evropski model, pride še slovenski model, ko strokovnjak začne voditi svoje kolege. Se pravi, postane šef ljudem, s katerimi si včasih tarnal čez šefa. Kako vi vidite to, morda tudi na podlagi svoje izkušnje in kaj pravi teorija? Zdaj v tem vprašanju je skrito več vprašanj, ne? Če se povrnem, biti strokovnjak, biti vodja,
da je pri nas sistem ali pa kar pravilo, ne, da radi rečemo, je tisti, ki je pa zdaj najboljši na oddelku, največji strokovnjak, najbolje pozna vse to, a ne tisti mora biti vodja. Zdaj, ni problem v tem, da on kot strokovnjak stvari ne bi poznal oziroma da se ne bi moral razviti, ampak gre za dve popolnoma različni vsebini dela. Ta druga vsebina dela seveda pomeni delo z ljudmi, ravnanje z ljudmi, razvoj kariere in tako naprej. Skratka, gre za neke druge kompetence. In še nekaj se zgodi, dostikrat, saj nekaj teh raziskav smo imeli na fakulteti preko študentskih del, se zelo lepo pokaže, da nek tak velik strokovnjak, ki je bil, pa je bil potem povišan v narekovaju v vodja, je to občutil kot malo nezaupanje svojemu strokovnemu delu. Tako da bi rekel, stroka eno, vodenje nekaj drugega, jasno veliko truda učenja, ampak se mi zdi zelo pomembno, da te stvari ločujemo tudi na tak način. Kar pa se tiče, se pravi, biti sodelavec, strokovnjak, pa potem postati vodja, je pa zadeva prav gotovo še posebej zahtevna, ima svoje pluse, svoje minuse. Zdaj, zahtevna v tem, da, tako kot ste rekli, v nekem trenutku raste skupaj, pride skupaj z nekom, toliko in toliko let dela skupaj, potem pa nekdo postane vodja in zdaj, če so bili ti odnosi predtem zreli, če je bil to fair odnos, če je bil to tovariški odnos v tem dobrem pomenu besede, in če so ljudje zreli, potem je ena taka sprememba odgovornosti nekoga za to skupino ne pomeni prav veliko. Hočem reči, nekdo postane vodja iz svoje delovne skupine, če je prej gradil neko zgodbo, če je prej gradil nek način dela, neke rešitve, karkoli je pač stvar, vsebina tega dela, potem je to lahko nek logičen potek dogodkov, nekaj, kar se zgodi zelo logično. Po drugi strani pa zdaj nekdo, ki je določen, da znotraj ene skupine postane vodja, ni pa v tem, bi rekel, niti on, morda se intimno želel, ampak vsaj navzven drugi niso poznali teh želja oziroma teh pričakovanj. Zdaj, če je vmes nezrelost, potem je pa lahko to velik problem za sredino. Po eni strani se na strani tega, ki postane vodja, ker če te stvari ne razume pravilno, pravilno se mi pa zdaj biti vodja, predvsem biti odgovoren do vsega tistega, kar vodim. Če to mogoče razume drugače, zdaj sem pa jaz šef, zdaj pa sem jaz tisti, ki vam ukazujem, ali pa tisti, ki zdaj nekaj nad vami, potem se to prav gotovo ne se zdi dobro. Po drugi strani sem pa tudi že slišal v teh raznih seminarjih zaposlenih, kako zelo nerodno izpade, ko morda sodelavci tega ne želijo sprejeti oziroma je komentar, ja, kaj se pa zdaj greš, toliko let pa skupaj pila kavo, zdaj pa misliš, kaj si, ko si šef. Ne gre za to, da je nekdo šef, ne gre za to, da se skupaj pila kavo, ampak enostavno za to, da ima zdaj nekdo neko drugo odgovornost in če je situacija, spravi, če so zreli ljudje, če razumejo, potem razumejo, da ima vsak svojo odgovornost, sicer je pa to malo težje. So seveda prednosti, še druge prednosti in šibkosti, nekdo, ki postane vodja znotraj sredine, to sredino pozna, tudi verjetno sredina ve, koliko in kaj lahko pričakuje od njega v smislu, recimo, graditve nekih odnosov, graditve neke kulture in tako naprej. Seveda je pa lahko vse skupaj tudi slabo, če je to princip, da je zdaj vodja tisti, ki je na vrsti za napredovanje, ali pa mogoče celo, da bi nekdo dejansko imel kompetence, si želel biti ta vodja, vendar pa bi ga organizacija spregledala in na nek način postavila nekoga, ki morda niti nima kompetenc, niti nima želje, niti nima volje. Tako da zelo posebne situacije so to, in je včasih potrebno res veliko pogovorov za to, da se ti odnosi odgovornosti tudi med seboj predebatirajo. Veliko pogovorov in tudi, ko posamezen vodja preskoči ali pa se dvigne, recimo temu za eno hierarhično raven ali pa dve ali pa tri, odvisno od organizacije, potem je vsakič pogled nekoliko drugačen. Pogled referata je nekaj, pogled oddelka, mogoče nekaj drugega, ko gledaš organizacijo z vrha, potem so to spet neke druge relacije in razumevanje tega
tudi razumevanje sodelavcev, da zdaj ta, ki to gleda, razume na pravi način, je zelo pomembno. Graditev zaupanja pomaga preseči vse to. Doktorica Brečko, slišali smo večkrat v tem odgovoru doktorja Stareta, da je potrebno zaupanje, zrelost. Kaj, če vsega tega ni, kaj svetujete, da nimo novopečenim vodjem, ki začnejo voditi svoje nekdanje kolege? Je morda kakšen trik, zdaj bližnjic najbrž ni, no, ampak morda vseeno kakšen oprimek, na kar človek lahko skoraj vedno računa in se dobro izide? Jaz mislim, da je poglavitno to, da vodja sam pri sebi naredi ta premik iz strokovnjaka do vodje, ker če on to dobro naredi pri sebi, govorim iz osebne izkušnje, ker sem jaz šla iz tega in sem začela voditi starejše sodelavce od sebe, ki smo bili prej v bistvu na isti hierarhični recimo ravni, ne? In dejansko je zelo pomembno pri sebi, da veš, da sedaj v bistvu nekako nisi več v taki prijateljski vezi, kot si bil prej. To se mi zdi izjemno pomembno. Da si pač odgovoren, da si vodja, da si tam zato, da povezuješ ljudi med seboj, da skupaj naredite rezultat. Zelo pomaga en tak osebni ugled, ne, in tudi pomaga to, da ljudem takrat, ko prideš na to funkcijo, zlasti z eksperta, ne, da jim tudi poveš, da sedaj je tvoja vloga drugačna, ne, da morajo pričakovati spremembe. To se mi zdi izjemno pomembno. Jaz moram tudi svojo osebno izkušnjo zelo rada podelim, da dejansko sem si najela tudi takrat tako imenovanega coacha, ne, takrat je bilo to še čudaško, ne, dejanje, ampak danes ni več, ker mi je pomagal, ki mi je opazoval in je pomagal nekako mi v bistvu to obdobje tudi prebroditi. Ne, ker jaz sama sebe nisem to vedela, kako pravzaprav me dojemajo zaposleni, kot je lahko videl to zunanji opazovalec. Sem imela pa kar nekaj izzivov, recimo za starejšimi sodelavci. So rekla, ta mlajša je prišla, ne, in zdaj nas bo tukaj vodila, tako da moram reči, da z njimi sem se potem osebno pogovorila in tudi nekako sem iskala zaveznike med njimi, ker je zelo pomembno, da te v bistvu ljudje, ki imajo nek vpliv, ne, sprejmejo in da te nekako tudi oni pomagajo, ne, utirati pot v tej novi vlogi. Tako da iskanje zavezništva vsekakor, ne, se splača, pa predvsem v bistvu nekako najti neke ljudi, ki vidiš, da imajo mogoče malo dvomov v to in se z njimi osebno pogovoriti, kako boste sodelovali naprej. Se pravi, pogovor, zavezništva in ta osebni premik, pa seveda učenje, spremljanje. Gospod Koritnik, všeč mi je bilo prej, ko ste omenili kratke hlače. Veliko govorimo zadnje čase o tako imenovanem postherojskem vodenju, se pravi, ni treba, da je vodja neke vrste vitez, ki pelje to svojo druščino naprej. Kako vi razumete postherojsko vodenje, zakaj je tako zelo pomembno v časih negotovosti? Torej, tako kot ste zapisali, torej uresničevanje polnega potenciala sodelavcev, jaz moram priznati, da se temu reče postherojsko vodenje, sem pa ugotovil, da sem to nekako ves čas zasledoval in živel. Tako da jaz mislim, da kot rečeno, pretirana forma in vztrajanje na hierarhiji nima smisla, če imaš skupen cilj in če znaš sodelavce motivirati pa izkoristiti njihove potenciale. Torej, podobno, bi rekel, če se navežem na prejšnje vprašanje, jaz sem imel to izkušnjo, da sem prišel od najmlajšega v zasebni družbi do mesta direktorja. Doktor Brečko to dobro ve, ker smo precej sodelovali. In ta moja izkušnja je bila res zelo zanimiva in je tudi, bi rekel, pokazala, kaj se da narediti, če človek upošteva to, o čemer vi rečete postherojsko vodenje, pa jaz nisem niti vedel, da termin obstaja. Torej, jaz sem bil podrejen, torej novinar v pravni reviji in moj šef je bil Dejan Zagorac, ki je bil, rekel, od direktorice žal pokojne Vide Šibenik, ki mi je veliko naredila torej za mojo kariero, je bil preddoločen za direktorja in osnovno, da imela en pogovor, je rekel, jaz mislim, da bi bil Boštjan boljši direktor kot jaz. Gospa Šibenik se je s tem strinjala, sam ni želela požreti besede, ki jo je dala sicer Dejanu, tako da tisti, ki je bil prej meni neposredno nadrejeni, ratu praktično v enem letu moj podrejeni. Ampak ta odnos, ki sva ga midva prej imela, je ekstremno pomagal pri najinem skupnem delu. In to, kar je dr. Brečko omenila, težave s starejšimi, tudi jaz, ko sem zasedel to funkcijo, sem torej najbližjo sodelavko in svetovalko
prejšnjo direktorico, hkrati sem imel pa neke starejše sodelavce, ki so mi radi rekli na vsako, bi rekel, pobudo za spremembo, 20 let smo tako delali, ne. Jaz, bi rekel, sem dobil kar ošpice, ko sem slišal 20 let smo tako delali, ko sem rekel, ja, očitno ni v redu, ne, ker pač, saj ste, bila je kriza v založništvu sploh, ampak jaz mislim, da z pogovorom in, bi rekel, argumentom moči, ko je treba presegati gordijski vozel, smo tudi to uspeli narediti in v bistvu sem imel težavo v celem podjetju samo z eno osebo, ki, bi rekel, se je nekako videla na tej poziciji, ko imam jaz. Hkrati sem imel pa to prednost, izjemno prednost, da sem poznal vse delovne procese v družbi. In to je tisto, kar ste prej omenili, če poznaš vse delovne procese v družbi, potem je sicer zaposlenim malo težje, ker se te po domač povedano ne da okrog prenašati, ne? Ampak hkrati pa pač res lahko potegneš vsega optimum, tudi z zamenjavami delovnih mest in delovnih nalog. Ampak seveda to ne sme iti na silo, čez noč. Mislim, da je to ta, po mojem mnenju, ključen element postherojskega vodenja, da v bistvu ti nisi več heroj, ki bo nekaj rešil, ampak si tisti, ki bo omogočil drugim, tvojim sodelavcem, da zadeve rešijo. 20 let smo tako delali, verjamem, da ste vsi trije to kar nekajkrat slišali in tudi vsi tisti, ki nas spremljate, verjamem, da imate polna ušesa tega. Če imate kakšno vprašanje, še vedno dobrodošli, da ga zapišete. Čez približno 10 minut se bomo lotili tudi vaših vprašanj. O postherojskem vodenju še, dr. Stare, zakaj je tako zelo pomembno v časih negotovosti oziroma dan danes, pa morda kakšen dober primer tega, da ne bo zvenelo preveč teoretično. Saj en zelo dober primer je gospod Koritnik že povedal. Se mi zdi, da se to vprašanje zelo navezuje na tisto prvo vprašanje, ne, teh novih generacij, generacije Z, ki na nek način ni pripravljena oziroma je del nje to, da se do njih ne obračaš v vsakem momentu, v vsakem trenutku z vidika neke avtoritete. Ne? Če rečemo ti starejši neki pristopi tega herojskega vodenja, ki gredo iz zgodovine, pa potem preko vseh teh vedenjskih teorij, se pravi, gre za razliko v pristopu. Vidik sodelovanja, vidik pogovora, vidik razpravljanja, vidik inovativnosti, vidik iskanja rešitev in tako naprej. Se mi zdi, da organizacija, ki želi zapeljati svojo organizacijo v to smer, mora na nek način tudi pripraviti ustrezen teren za to, ustrezno, zdaj v literaturi je neko kulturo vodenja, ki govori o tem, da se mlademu človeku da tudi priložnost, da sebe preizkusi v tem vodenju. Se pravi, če bi šli na primer, bi rekli znotraj, lahko rečem recimo znotraj fakultete, izoblikujemo veliko število nekih komisij ali pa teles, v katerih sodeluje različno število zaposlenih in praktično vsakdo od kolegov, mlajši, najmlajši sodelavec, ne, po letih staža, vodi neko tako komisijo, neko tako telo. Tam notri se veliko debatira, išče rešitev, prav gotovo tam notri, ko se išče rešitve, ni stvar neke avtoritete, ki bi zaukazala. In na nek tak način, po eni strani se gradi ali pa lahko gradimo to kulturo sodelovanja v ustvarjalnosti, po drugi strani pa lahko mogoče tisti starejši kolegi, ki imajo ta občutek, lahko opazujejo, kdo od teh mlajših pa kaže mogoče tudi nek potencial za neko vodenje, neke bolj zahtevne mogoče naloge, nekega bolj zahtevnega telesa, komisije in tako naprej. Skratka, po eni strani to omogočanje sodelovanja, omogočanje ustvarjalnosti, po drugi strani pa tudi preizkusiti, dati možnost čim večjim sodelavcem, da tudi na tak način pridobijo izkušnjo vodenja, po eni strani zaradi organizacije, po drugi strani pa tudi zaradi njih samih. Mogoče pa kdo reče, ne tudi sej tole vodenje, bom pripravljen, ampak tole vodenje pa ni zame, boš če gradiva poznam ali pa pripravim na kakšen drug način. Bi vseeno zdaj naredila izjemo, sem rekla, da bomo zadnjih 10 minut posvetili vprašanjem udeležencev tega pogovora, ampak ker je Sanjino vprašanje prav povezano s tem, kar ste govorili, takole gre, na fakultetah se ne da naučiti vodenja. To se pogosto kaže kot problem v javnem sektorju, tako opažamo krizo vodenja. Kje naj torej vodja te kompetence pridobi? Se pravi, po novem se da tudi že na fakulteti
naučiti Ja, vodenja? zdaj, ker sem govoril, ta del se tiče mojih sodelavcev. Ja. Fakultete za upravo, ko skušamo veliko teh aktivnosti razdeliti na te manjše komisije, telesa in postaviti čim več sodelavcev v vlogo nekoga, ki se odloča pri tem. Tisto, kar je bilo vprašanje gospe Sanje, pa verjetno vprašanje, kako se tega naučiti. Zdaj, tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, najprej zavedanje, da biti vodja ni isto kot biti strokovnjak, oziroma da biti vodja ni nekaj, kar pade še zraven strokovnjaka. Ob tem zavedanju, če to zavedanje je, potem jasno pridejo vsebine v različne lahko predmete, lahko študijske programe, če govorimo zdaj formalno o fakulteti. Seveda, poleg fakultete, študij, to ni edino, kar obstaja v življenju mladega človeka. Imate potem razne klube, gasilska društva, Karitas, Rdeči križ in tako naprej. Skratka, nekdo, ki želi preizkusiti ali pridobiti neko to svojo veščino, razvito kompetenco vodenja, je prav gotovo lahko razvija marsikje drugje. Konec koncev tudi na marsikateri fakulteti, tudi pri nas na fakulteti za upravo, recimo vabimo študente za tutorstvo. Tutorstvo je že nek način vodenja, potem jih vabimo v športne aktivnosti. Je tudi notri nek način, recimo, ko imate košarkaško ekipo ali pa nogomet, je timsko delo in je tudi vodenje. Skratka, veliko teh aktivnosti, bi samo reči, ne pričakovati, zdaj bom prebral knjigo o vodenju in pomeni, zdaj sem vodja. Zdaj, biti vodja, usposabljati, učiti se v vodenju, razvijati vodenje je podobno, kot delamo izpit za avto. Zdaj lahko preberem vse tiste knjige, ki govorijo o prometnih znakih, kakšne barve so, kakšne oblike so, naštudiram vsa križišča v Ljubljani, ampak vse to pamet, to še ne pomeni, da sem šofer. Najprej malo vožnje po kakšnih parkiriščih, kaj zgodi, da ni prevelike škode, potem bolj stranskih poteh, potem pa tudi bolj zahtevne poti. In tule se mi zdi zelo pomembno. Zdaj, vsi ti teoretični vidiki ali pa to, kar piše v člankih, ti primeri dobrih praks, so seveda pomembni za to, da človek dobi občutek, kaj je zdaj znotraj tega področja. Ampak samo vodenje je preizkusiti se, izpostaviti, tako kot ste na začetku rekli, tudi včasih izgubiti. Zakaj izgubiti? Zato, da bom naslednjič nekaj večjega pridobil. Tako da vaja, če bi rekel, vaja tudi na tem področju. Ja, tako kot pravite, samo branje knjig in poslušanje takšnih pogovorov ne naredi še dobrega vodja, pomaga pa vsaj malo. Doktorica Brečko, kje se še da naučiti vodenja? Dobro, človek lahko posluša recimo takšne pogovore, bere članke. Kaj vi svetujete, je dober način? Dober način je predvsem zavestno iskanje priložnosti za vodenje. Danes dejansko končni fazi, že tukaj lahko začnemo, da znamo dobro voditi samega sebe in potem to prenesemo in začnemo preizkušati tudi na kakšnih skupinah. Recimo, če pogledamo večkrat nazaj, zgodovine vodij, jaz jih zelo rada preučujem od njihovega praktično rojstva oziroma ko se zavedajo svojih prvih aktivnosti, opažamo, da so že pravzaprav vsi zgodaj začeli iskati priložnosti za vodenje. Bodisi so bili predsednik razreda, bodisi so v bistvu vodili kakšno ekipo, kakšno recimo gledališko skupino, kakorkoli že v svojem ožjem okolju. In to so najboljši primeri, to je to avtentično vodenje, da se soočamo z realnimi situacijami. In v bistvu se mi zdi to najboljši približek. Tudi v alumni klubih, dejansko se lahko naučimo veliko tega v študentskih časih. Predvsem pa je to, veste, vodenje z leti lahko postaje boljše. Vodenje se učimo celo življenje, tako rekoč, tega ne gre pozabiti. Nismo rojeni vodje, ampak se učimo dejansko celo življenje. Pa mogoče še v bistvu dodatek k temu postherojskemu vodenju. Dejansko rekla, da sem tudi kot je že gospod Koritnik povedal, dejansko je zelo pomembno, kakšna je bila naša prva izkušnja z našim prvim vodjem, koliko nas je ta vodja podpiral. In tudi jaz bi se na tem mestu gospe Vidi Šibenik izjemno lepo zahvalila, ker je bila tudi ona moja prva vodja in tudi edina do sedaj, tako da ne potrkam. In mi je res zelo, zelo podpirala na poti moje kariere. Mi je dovoljevala, da sem en dan boljša, mi je to tudi privoščila. In recimo postherojsko vodenje, dejansko, kot ga jaz danes vidim, pomeni, da se mora vodja odpovedati tudi svojemu egu, kar pa ni lahko, ker vodja ima po neki naravi stvari, mora imeti močan ego, da sploh lahko vodi. Po drugi strani se mora pa temu egu to veliko krat odpovedati na račun tega, da podeli moč zaposlenim.
In postherojsko vodenje je točno to, v bistvu namesto, da nekako v bistvu izkazujemo, prakticiramo lastno moč kot vodja, v bistvu dejansko nekako moramo biti sposobni povečevati občutek moči pri zaposlenih. Oni morajo postati heroji, ne vodja. To je postherojsko vodenje za moj okus. Pa hkrati tudi mogoče včasih pozabimo, da organizacije in podjetja vsekakor so v bistvu skupek posameznikov, ki so pa danes tudi že na nek način tudi sami vodja nečesa. Pravzaprav vodja vodi druge vodje. Tudi to se mi zdi izjemno pomembno, da se spostavi in da potem takem vodenje ne more biti več, v bistvu vodenje ne more biti več command and control, se pravi od zgoraj navzdol, ampak dejansko gre za nek kolektivni proces, gre za dobesedno produkt, interakcije med osebnih odnosov, ker dejansko dovolimo zaposlenim, da so, kot so že rekla, heroji. Mogoče tudi še to, ne vem, če ste vedeli, zame je začetnica postherojskega vodenja ženska, pravzaprav iz leta 1924 sem našla en zapis, v bistvu gospe Mary Parker Follett, ki je zapisala, mislim, da je imela knjiga naslov The Creative Experience, da vodenje ni definirano za prakticiranje moči vodje, ampak s sposobnostjo, da povečujemo občutek moči tistih, ki jih vodimo. K temu moram reči, še dodam eno misel tehničnega uma, če smemo temu tako reči, to je bil dr. Henry Mintzberg, ki je bil strojni inženir in kasneje začel potem tudi učiti management. On je pa tako lepo dejal, rekel, veste, vodenje ni samo prinašanje, v bistvu odločitev, ni samo odločanje, ampak je predvsem sposobnost, da v bistvu ustvarimo okolje, ker bodo ljudje lahko sproščali pozitivno energijo in se oni odločali namesto vodje. Tako da to, kar je že tudi prej Boštjan na nekaj način povedal, tako da se mi zdi to zelo pomembno prenosa, odgovornosti in moči na zaposlene. Odlično, zdaj odpiram razpravo še z udeleženci. Ogromno vas je danes in tudi hvala za vprašanja. Grega sprašuje, kako vidite fluidnost stilov vodenja? Je prav, da vodja eno generacijo vodi na drugačen način kot drugo generacijo? Pa prosim samo enega od sogovornikov, da odgovori na to vprašanje, da bomo lahko vzeli več vprašanj. Jaz mislim, da dostikrat se sliši, da pravičen je tisti vodja, ki do vseh svojih sodelavcev ravna enako. Vendar, če bi vprašali vsako mamo, ki ima 2 otroka, bi vedeli, da temu ni tako. Se pravi, na različen način, nekoliko drugače, so da je na koncu ta učinek oziroma dosežen cilj zelo podoben oziroma identičen. Pri tem ne gre za to, da bi zdaj nekomu popuščal, da bi nekomu dejal drugače, pa gre bolj za to, da z načinom vodenja se vodja približa tistemu, kar bo na koncu privedlo do želenega učinka. Zanima me, če ste imeli na svoji poti razvoja vodja tudi kakšno slabo izkušnjo, s katero ste se srečali in kako ste se potem s to težavo soočili in jo rešili, gospod Koritnik? Torej seveda, običajno, mislim, da je to verjetno za vse, ki pridejo v nek organizem, se srečajo z klikami in klani znotraj organizacije in ti boji so, bi rekel, najbolj problematični. Zdaj, jaz vedno rečem, da najboljši vodje se rojevajo, zelo dobri se pa ustvarjajo in kot sem že prej rekel, čustvena in socialna inteligenca sta ključni. Jaz tukaj rad poudarjam, da manipulacija ni nujno vedno slaba, kljub temu, da ima negativni prizvok. Se veste, ta primer Huckleberry Finna, jaz ne vem, če ga vsi poznate, da nam razlagal pač jabolko in barvanje ograje. Domnevam, da poslušalci oziroma gledalci vejo, za kaj gre. Pač to je tak dober primer tega, kako se da motivirati, zmanipulirati in dobiš tisti rezultat, ki ga želiš. Tako da jaz tudi v teh primerih klik sem preprosto manipuliral. Poslušal sem vse, aktivno poslušanje, dal prav, kdaj tudi tam, ker nisem mislil, da imajo prav, ampak seveda individualno. To je tako kot taktika pri mediaciji, da pač se z vsako od strank mediacije ločeno dobiš, poslušaš in potem po možnosti, bi rekel, zatipaš, kje so referenčni okviri in kje se jih da zadovoljiti oziroma jim ugoditi v tistem delu, kjer pač lahko. Jaz mislim, kar je tudi dr. Brečkova rekla, Daniela, da bomo
Tako sva na ti, ne, sem se sprašal, naj bom zdaj formalen ali neformalen, v glavnem, kar je tudi sama omenila, ego je velik problem in pri teh stvarih je treba pač ego pustiti doma. Jaz celo mislim, omenila je, da zavestno iskanje priložnosti za vodenje, to je včasih tudi to, da si postaviš res rezultat in torej uspeh ekipe za absoluten cilj, kar pomeni, da se tudi podrediš. Daš vodenje morda nekomu drugemu, pa ti vodiš od spodaj. Ne? In to je najbolj učinkovito vodenje. Ko ti svoje ideje, svoje misli transferiraš v možgane drugega, ki misli, da so te njegove, tak sodelavci jih bo najbolj, bi rekel, izpolnil. Tako da najboljše vodenje je tisto, ker nisi hierarhično na vrhu, vodiš pa ti kolo, če temu tako rečem. Tako da tega sem se posluževal in jaz mislim, da precej uspešno, ker v okoljih, kjer sem deloval, ni bilo potem sporov, ki so bili sicer značilni prej. Zdaj bi vas opozorila, da imamo samo še 9 minut do konca te razprave. Razdelim približno na 3 dele, za vsakega 3 minutke. Tole zanimivo vprašanje. Kateri so bili vaši življenjski mejniki, ko ste se razvijali v vodje in katere razvojne metode svojih sodelavcev sedaj najbolj pogosto uporabljate? Pa morda res na kratko, samo en mejnik, ena metoda. Dr. Stare. Ja, prvi mejnik je bil v bistvu precej nepričakovano sem padel v strukturo vodenja takrat še visoke upravne šole. To pa zato, ker sem delal urnik in takrat pač tisti profesor, tisto vodstvo je potrebovalo ogromno nekih podatkov, ogromno nekih informacij in vse tiste stvari sem imel pač takrat v glavi. In dostikrat tisto, ko se naučil, ko je bilo vprašanje, zakaj pa takole, zakaj pa ne tako, nisem imel časa ali pa niti ni bilo dovoljeno, da bi pogledal po gorsko, ampak sem moral imeti te stvari v glavi. Prva stvar, ki mi je bila, da ko zagovarjam nek ljudi, ko recimo postavim neko idejo, zakaj bi se mogoče drugače izvajal časovno nek program ali karkoli, imam neko vizijo, potem je treba imeti v glavi vse te podatke, številke, takrat, ko direkten odgovor, ko nekdo pričakuje direktno vprašanje, ko pričakuje odgovor, takrat ni časa, da bi rekel, malo počakaj, pridem čez 1 uro nazaj in tole razložim. To mi je bil prvi tak, rekel, šokantno, ker so vsi ti starejši kolegi hoteli takoj odgovor. Drugo pa, kar se tiče kolegov, sem imel to srečo in sem hvaležen eni skupini svojih kolegov, mi smo bili, bi rekel, veliko smo debatirali o sodelovanju, načinu dela, o drugačnih učnih pristopih, tudi o vodenju ljudi, o vodenju zaposlenih in lahko rečem, da biti vodja, postati vodja, saj meni je bilo veliko lažje zato, ker imam zelo dobre sodelavce oziroma ta skupina, ki je bila takrat, ki mi je na nek način tudi izpostavila kot vodjo, tisti skupini sem hvaležen zato, ker sem in takrat in danes še čutim njeno podporo. Biti samo reči, jaz bom pa zdaj vodja, brez da imaš v ozadju neko zaledje ljudi, s katerimi se lahko pogovoriš tudi o največjih izzivih, brez tega ne gre in sem hvaležen, da to imam in sem hvaležen. Doktorica Brečko, osebni mejnik pa metoda? Ja, moj osebni mejnik je bil zagotovo to, ker sem bila na prvem porodniškem dopustu in so me sodelavci poklicali na skrivni sestanek, tako rekoč, in me prosili, če v bistvu lahko pridem prej nazaj, kot vodja oddelka, ker pač začasno vodjo nekako niso ujeli, bila je na zunanja sodelavka, ki niso poznali, tako da mi je takrat res tako, sem rekla, to je pa res neko zaupanje, so mi s tem izkazali, tako da potem sem se dejansko predčasno tudi zares vrnila in moram reči, da smo takrat kar popravili par stvari, ki bi sicer šle v napačno smer, lahko, če bi predolgo trajali in sem vedno gradila na res zaupanju do ljudi, se pravi, dejansko sem jim zaupala naloge, ki sem jih nekako jim podelila, tudi sem vedela, da bodo povedali, če karkoli ne gre dobro. In v tistem času smo tudi na novo formirali vrednote in jaz ponovadi zelo rada vodim s pomočjo vrednot. To se mi zdi ena taka metoda. Naj tudi povem, da takrat smo pač vrednote so seveda prišle iz nas, nismo si izmislili, nismo jih v bistvu pripisali iz nekega seznama, ampak dejansko smo naredili delavnico in smo rekli, kaj je za nas pomembno, da ustvarjamo dober posel in da se hkrati dobro počutimo, da torej živimo v zdravi organizaciji.
Potem smo te vrednote res uporabljali in to nekako bi želela podeliti z vami, kako smo jih uporabljali. Recimo, da nekaj ni šlo dobro, če se je kje zatikalo. In smo rekli, dajmo zdaj mi pogledati te vrednote, katero izmed teh vrednot, ki smo si jih zadali, da jih bomo živeli, mogoče ne izpolnjujemo. In smo dejansko ugotovili, da pri določenih projektih pač določenih vrednot ne moramo zadovoljevati. In včasih smo na ta račun, če bo teh od 7 vrednot, recimo, da 3 nismo mogli zadovoljevati, pomeni, da rdeča luč gori, da se moramo resno pogovoriti o projektu, ali ga sploh voditi, ali mogoče celo dezinvestirati oziroma se odpovedati določenemu projektu. In včasih se je izkazalo, da je bolje, da se odpovemo določenemu projektu, če ne zadovoljujemo naših skupnih vrednot. In to je še meni zdaj ena taka lučna metoda, ki jo velikokrat uporabljam. In zelo uporabna. Gospod Koritnik, vaš osebni mejnik in metoda? Mislim, jaz bi težko rekel, da je mejnik malo dlje časa trajal, pa tudi v bistvu izhaja iz zasebnega življenja, so oba mejnika. Prvo je pač otroštvo, primarni vzorci. Jaz mislim, da za dobrega vodjo, ki ne čepi na svojem egu, je včasih blagoslov, da imaš nizko samopodobo, ne samo zavest, pa da iščeš potrditev, ker je to, rekel, ti rata tekmovalnost malo inherentna. Druga stvar, ki me zelo označila, je pač skorda mazohistično uživanje v spremembah, saj ste cona obdobja, da je največji sovražnik napredka, pa dvom mora biti tudi inherenten. Jaz vedno rečem, da zmožnost prilagajanja na spremembe je najpomembnejši znak inteligence. Torej, tisti drugi mejnik, ki mi je za vodenje bil tudi zelo pomemben, ker racijo mi nekako pomagal v otroštvu in mladosti, je bil pa izkušnja z osebo z mejno osebnostno motnjo, ki mi je pokazala, koliko zelo so čustva pomembna in da racija vseh stvari ne more rešiti. In jaz mislim, da so to dva glavna mejnika, oziroma dve glavni izkušnji, ki sta mi pomagali, da zdaj bistveno lažje med Scilo in Karibdo, kar maram sploh zdaj v politiki. Glede metode pa, jaz sem vedno prisegel na komunikacijo, torej asertivno komuniciranje, pripoznavo drugih in pa seveda izhajanje iz tega, da torej vsak po svojih zmožnostih. To se mi zdi ključen pristop. Ko omenjate spremembe, vsi, ne le vodje, tudi zaposleni smo doživeli kar precejšnjo spremembo letos spomladi z delom na domu, večinoma. To je bil poseben izziv za vse in da vas prosim za sklepne misli. Kaj je po vašem največji izziv dela doma? Morda kakšen napotek vodjem, kakšen motivacijski citat ali pa kakšna lastna izkušnja in kako dobro smo pripravljeni na to, če bi se scenarij ponovil že letos, se pravi, bomo lahko spet več delali od doma. Pa res prosim za kratke in zelo vsebinsko zgoščene odgovore. Zavedam se, da bi lahko organizirali podoben dogodek samo o delu na domu. Doktor Stare. Zdaj, tole naše delo na domu letos ni bilo tipično delo na domu. Ni bilo tisto delo na domu, da se nekdo odloči, delodajalec ali zaposleni, ampak je bilo pač nekaj, kar je moralo biti, kar se je zgodilo. Se mi zdi, da predstavlja še večje zahteve do vodij, zato da morajo bolj celovito, bolj poglobljeno razumeti delo in potem tudi bolj celovito ali pa bolj pravilno razporejati delo. Tako da tisto, kar se mi zdi, potrebujemo, je v tem odnosu, pogovoru, kot je bilo rečeno, prepoznavati delo, prepoznavati učinke dela in mogoče ne meriti, ali je zdaj doma nekdo delal dejansko 8 ur, ampak kaj je tisto, kaj je učinek, ki ga je doma potem naredil. Gospod Koritnik, kako je s tem merjanjem, pa poročili, pa 8 urami in štempljanjem, pa delo doma? Ja, tukaj se strinjam s profesor Staretom. Tudi jaz sem si mislil, da ključna stvar za vodenje zaposlenih, sploh dalj časa nadaljavo, je pač kritična masa odgovornih in zrelih ljudi. Mi vemo, da ta kritična masa je velikokrat v Sloveniji težava in ključni so torej ljudje, ki delajo za rezultat, ne zato, da imajo mir pred nadrejenim. Tako da tukaj bi se v polnosti strinjal z profesor Staretom. Torej, da se, jaz sem poskušal tudi tako, da nisem bil zadovoljen s poročili naknadno, odgovarjal sem na maile 5 ur, ampak da smo
vsaj na nekaterih oddelkih uvedli poročilo vnaprej. Kaj boš naredil, kateri projekt boš predstavil v naslednjo fazo. To je terjalo odgovornost že pri snovanju, pa hkrati je bilo treba poročati, če nisi dosegel tistih ciljev, ki si jih dal. Samo torej odgovarjanje na maile in to, da si bil dosegljiv na telefon, pa zame ni bilo dovolj. Se pravi, da v bistvu se ne dela poročilo o delu za nazaj, ampak neko vizijo dela in da je to dober recept za delo od doma. Pardon, vizija je preteoretična, ne, kar konkretni cilj. Ja. Torej, ne floskule in kaj bomo konkretno. Pripeljal bom, to gradivo bom pripravil, da bo pripravljeno za navlado. Zelo konkretne stvari. Odlično. Doktorica Danijela Brečko? Ja, v digitalnih časih oziroma pri delu nadaljavo, tako ali drugače, bi jaz predlagala vodjem, da naj začnejo meriti tisto, kar želijo dobiti. Zdaj, če želijo dobiti rezultate, naj merijo rezultate. Če želijo dobiti, koliko časa so ljudje preživeli za računalnikom doma, potem naj merijo čas. Ko bi rekla, tako da verjetno se bodo vsi odločili za rezultate. Pri tem bi pa samo še poudarila, da v bistvu, ker gre za vendarle delo v stiku, ker ni toliko komunikacije, ker sicer v klasičnih oblikah dela, bi rekla, da dejansko ne se še bolj zavedajo, da v bistvu ne cilj vsekakor je pomemben, ne se dogovorijo o ciljih za posameznika, pot do cilja pa ne prepustijo posamezniku, kako bo do tega cilja prišel, seveda v upoštevanju vseh etičnih načel poslovanja. Vendarle pa je ta pot tista, ki posameznika žene naprej, v kateri je kreativen in v bistvu mu omogoča njegov razvoj. Če mu pa vse določimo, tudi pot do cilja, potem dejansko ni več neke strasti za delo, tako da to bi predlagala. Ja, in mi smo z veliko strasti prišli na cilj. Hvala lepa, spoštovani gostje, da ste si vzeli čas za vaše zanimive in tudi zelo vsebinsko in izkušenj polne odgovore. Res cenim to, da ste bili zelo, zelo iskreni in odprti v teh odgovorih. Najlepša hvala, gospod Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, docentka doktorica Danijela Brečko, direktorica inštituta SOFOS in profesor dr. Janez Stare, dekan fakultete za upravo. Hvala tudi vam, spoštovane udeleženke in udeleženci, pogumno naprej. Lepo poletje želim in upam, da se vidimo jeseni. Vse dobro, hvala. Srečno, hvala. Lep dan, nasvidenje.